Brv je dobila nedavno uporabno dovoljenje, kar smo zelo veseli in je dana v funkcijo. Danes jo ljudje že uporabljajo, kot vidimo tudi veliko kolesarjev in je zelo zaživela, kot vidimo je veliko uporabnikov, ne da bi karkoli bilo reklame narejeno, se pravi velik interes je in sem sam izredno vesel, da do tega trenutka prišlo. Graditi mostove je privilegij. Vrednost investicije je, vrednost gradbenega dela 4,3 milijone, če zaokrožimo navzgor. Sama vrednost gradbenih del je bila sklenjena pogodba na ključ, se ni podražila niti za cent, čeprav je bilo to večkrat interpretirano popolnoma napačno. Zdaj po družbenih omrežjih se malce, če lahko rečem, hecajo, kako bo pa po zimi, ko bo vse to zmrznjeno? Jaz mislim, da so projektanti na to mislili, da je veliko lesenih brvi oziroma so zelo trendovske z lesenimi vlogami. Prepričan sem, da bo to seveda, da so projektanti svoje delo naredili in to preučili uporabo teh materialov. Imamo pa tudi leseno oblogo že na Studenški brvi, ki se zaenkrat zelo dobro obnaša glede na leta, koliko je že v funkciji. Župan, iz katerega leta je pravzaprav ideja o samem tem mostu tukaj? Mislim, da je bila ideja verjetno še starejša, arhitekturni natečaj pa mislim, da je bil leta 2009. 400 je bilo takrat različnih idejnih rešitev, zmagala je ta španska. Potem je bil ta projekt pospravljen v predal, ko bi stal še bistveno manj. Takrat je bila razlika samo 800 000 evrov, ki bi jih mesto moralo dati, sedaj smo morali dati milijon. In sem zelo vesel, da smo enega dobrih starih projektov potegnili iz predala in ga spravili tako daleč, da smo to lahko izvedli. Za Brv je dobila že tudi ime, kako ste ga izbrali? Spravila ga je komisija, taka multidisciplinarna, splavarska, se mi zdi, da je v večjih pomenih dobra izbira. Splavari so bili eni tistih, ki so v časih starih za to svojo dejavnost logistično pravzaprav tudi razvijali mesto ali se mesto zaradi njih na levem bregu predvsem razvijali, pa tudi ta sama izbira materialov verjetno arhitektov ni bila naključna, ampak se je že navezovala na to staro zgodbo, zato je tudi verjetno v taki leseni obliki. Načrtujete že tudi slavnostno otvoritev te brvi, kdaj bo prišlo do tega? Natančnega datuma ni, vsekakor pa bo septembra, zdaj se tako razgubimo vsak po svoje malo. V vmesnem času upam, da bo gradbinci na Nabrežju končno, še enkrat končno dokončali to, kar bi že zdavnaj morali na levem bregu, kar pomeni potem, da bi tudi bili dostopi urejeni, lepi in bolj smiselni. Španija, špansko veleposlaništvo, z njimi smo v stiku, bodo to otvoritev tudi podprli, saj so veseli, da je del njihovega znanja tukaj verjetno zavedno tudi na naši čudoviti reki Dravi.